Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dobrodošli na slovesnem podpisu izvajalske pogodbe za sklop 1 projekta oskrbe s pitno vodo Pomurja sistem C. Sem Robert Pavšič iz agencije Dialog in bom povezoval današnji dogodek. Lepo pozdravljeni magistra Olga Karba, županja nosilne občine Ljutomer, koordinatorica projekta, spoštovani župani ostalih sodelujočih občin v projektu, izvajalci in predstavniki javnosti. Današnji podpis pogodbe je pomembno dejanje za vse občane 8 sodelujočih občin v projektu, saj bo novi vodooskrbni sistem pomembno pripomogel k učinkoviti, boljši in sodobni oskrbi občanov s pitno vodo. Kaj vse od izvajalcev pričakuje naročnik in kako bo sistem pripomogel k boljšemu ravnanju z vodnimi viri ter učinkovitejšo vodno oskrbo prebivalcev, nam bo povedala magistra Olga Karba, županja občine Ljutomer. Izvolite. Hvala lepa. Vsem prav lep pozdrav. In tako ste že dejali, smo pred slavnostnim podpisom izvajalskih pogodb. Sicer smo prvi sklop že podpisovali v avgustu, kar se tiče primarnih in sekundarnih vodovodov, zdaj pa smo pred podpisom pogodb za izgradnjo transportnih vodovodov in pa kanalizacijo oziroma vodnih virov. V Prlekiji slovimo po izjemnih naravnih danosti in tudi naših prednostih kakovosti življenja. Zato je pomembno, da načrtujemo prihodnost na način, ki varuje okolje in obenem tudi omogoča kakovostno življenje. Pitna voda je seveda v osrčju teh prizadevanj. Voda je že postala strateška dobrina, javni sistemi pa morajo zagotoviti čim bolj učinkovito in trajnostno oskrbo ter varovanje voda. Veseli me, da smo pri tem projektu skupaj uspeli se združiti in tudi zelo uspešno delujemo v vseh 8 prleških občinah. Tako da lep pozdrav tudi kolegu županu iz Apač in pa sodelavcev iz drugih občin. Očitno so župani ostali zadržani. In jaz osebno verjamem, da se bomo tudi v prihodnje vse občine prizadevali, da bomo tudi zgradili vso ostalo prepotrebno infrastrukturo, saj je v bistvu s tem povezano tudi gospodarstvo in pa druge pomembne dejavnosti. Občina Ljutomer je v preteklih mesecih izvedla kot nosilna občina vse potrebne postopke, se pravi postopke javnega naročanja, in sedaj izbrala tudi najugodnejšega ponudnika za izgradnjo transportnih vodovodov in pa kanalizacijo oziroma vodnih virov. In kot najugodnejši je bilo izbrano ljubljansko podjetje MDM d.o.o. kot vodilni partner ter podjetji ProAdria d.o.o. in pa Telek M d.o.o. oba iz Ljubljane, ki jim tudi gre iskrena dobrodošlica. Ta pogodbena dela, ki so danes predmet pogodbe, zajema obsežne projekte posodobitve oziroma izgradnje vodooskrbnih sistemov ter zaščite vodnih virov v višini malo manj kot 16,5 milijonov evrov. Zaključene morajo biti v 20 mesecih od uvedbe izvajalca v delo. Seveda pa je tu pogoj, da mora čistilna naprava v Apačah delovati z 6-mesečnim poskusnim obratovanjem. Kot vam je znano, je projekt oskrbe z pitno vodo sistema C vreden približno 50 milijonov evrov in ni odveč ponavljati podatkov, da gre tu iskrena zahvala seveda predstavnikom Ministrstva za okolje in prostor oziroma kmetijstvo in okolje, zdaj po novem seveda bivšim ministrom, tudi zdajšnjim ministrom in vsem sodelavcem, ker smo skupaj dejansko uspeli pridobiti nepovratna sredstva, in sicer to so sredstva kohezijskega sklada Evropske unije v višini nekaj več kot 32 milijonov evrov, potem so nepovratna sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter vodnega sklada v višini cirka 7,6 milijona evrov ter proračuni sodelujočih občin v višini nekaj več kot 9,6 milijona evrov. V okviru projekta za zagotovitev kakovostne pitne vode na sistemu C bo zgrajen sistem oskrbe s pitno vodo, ki ga bodo sestavljali transportni, sekundarni in pa primarni vodovodi, in skupna dolžina omenjenih vodovodov za zaščito vodnih virov je 252.486 metrov. S tovrstnim sistemom pa bodo do kvalitetne oziroma kakovostne pitne vode dostopalo 26.696 prebivalcev.
To so osnovni podatki z moje strani. Seveda med nami tudi vodja projekta in pa direktor občinskega uprave, ki tudi bdi ta fest nad tem projektom, tako da vodja projekta, gospod Janez Žmarin, če sem mogoče kateri podatek nenamerno izpustila, potem prosim, da me tudi dopolnite ali pa tudi mogoče kateri od predstavnikov strani sodelujočih občin. Hvala lepa. Župan, izvolite. Ja, lep pozdrav tudi v imenu občine Apača in mojem imenu. Mi se veselimo tega projekta, nazadnje smo ena mlajših občin tu v Pomurju in tudi v Sloveniji, stojamo šele 7. leto oziroma teče zdaj 8. leto in seveda smo na področju komunalne infrastrukture zelo, bi rekel, slabo ali pa vsaj delno opremljeni. Zato je ta projekt vodooskrbe in pa seveda zaščite vodnih virov v Segovcih in pa kjer je tudi vodovodno zajetje, ki bo napajalo dejansko skupaj z vodnim zajetjem Podgrad območje upravne enote Gornja Radgona in pa hkrati bilo tudi kot rezervni vir za upravno enoto Ljutomer. Seveda se nam ta projekt zdi zelo pomemben in želim si seveda, da ga tudi potem na koncu vsi skupaj z izvajalci in pa mi in pa seveda z vodjem projekta izvedemo tako, kot vsi pričakujemo in da bo seveda zadeva služila svojemu namenu. Je pa dejansko res, da nam ostaja do konca izvedbe tega projekta malo časa, tako da se bomo vsi maksimalno potrudili, da bomo lovili te roke in da bomo na koncu tudi lahko z veseljem in pa s ponosom prerezali trak in rekli, to je pa to, kar smo pričakovali. Hvala pa za začetek. Ja, tudi lep pozdrav iz občine Gornja Radgona. Z odločitev komisije smo sprejeli z navdušenjem, kajti gre za izgradnjo vodovoda, zaščite vodnih virov in vsega tistega, kar sodi v ta sistem, kot eno zgodovinsko dejanje, ki smo ga čakali dalj časa v naši občini in smo se že vrsto let ukvarjali z kvalitetno pitno vodo, tudi dostikrat oporečno z nitrati, tako da z to investicijo vsi naši občani pričakujejo kvalitetno, dobro pitno vodo. Ta projekt, Sistem C v naši občini, je zgodovinski projekt skupaj z izgradnjo manjkajoče čistilne naprave in manjkajoče kanalizacije predstavlja že na našo občino v 2 letih več kot 17 milijonov evrov investicijo in smo s temi projekti praktično zaposleni 2 leti, še nas čaka trdo delo, da se ti projekti udejanjijo in seveda smo veseli že zdaj, da bodo ti projekti tudi končali, da bomo vsa gospodinstva v naši občini dobila zdravo pitno vodo. Hvala lepa. Najlepša hvala župani, županu in gospodu. Ostane nam še sklepno dejanje, zaradi česar smo se danes tukaj zbrali. Vabimo gospo oziroma magistro Karba in gospoda Roka Dašlerja, direktorja podjetja NDM, pa vodilnega partnerja, da podpišeta izvajalske pogodbe.
slovesno dejanje zaključeno, informacije so bile izčrpne, vendar verjamem, da imate, spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, še kakšno vprašanje. Če mi dovolite samo besedo bi rad namenil magistri župani. Izjemna hvala za lepo predstavitev projekta, prav tako županu Apač, županu Gornje Radgone in predstavitvi kompletnega projekta, ki je vsekakor močna prednost prleških občin. Moram izraziti, da je izjemna čast, da smo prejeli to zaupanje, da lahko projekt izvedemo, že naš tretji projekt v konzorciju z ProAdrio in Telek-Emom. Pravkar končujemo 15-milijonski projekt v občini Semič in Črnomelj in prepričan sem, da lahko z gotovostjo trdim, da bomo tudi ta projekt izvedli v roku in z zahtevano kakovostjo. Najlepša hvala vsem prisotnim. Hvala. Povabili bi še predstavnike medijev, če imajo kakšna vprašanja za naše informatorje. Seveda vam bodo pa na razpolago tudi po zaključeni novinarski konferenci za individualne pogovore. Beseda je vaša, izvolite. Jaz imam vprašanje prvo, se pravi, kaj se bo zgradilo za teh 16 milijonov? Se pravi, slišali smo čistilno napravo. Kaj se bo, se pravi, malo povedati trase oziroma tudi je transportni vod? Torej, potrudili smo se precej časa nameniti spoznavanju projektov v teh občinah. Gre za 58 km transportnih cevovodov, premerov dopila 300 do 100 v vseh naštetih občinah, torej od Apače, Radenci, Moravski Vrh, Križevci, Sveti Jurij, Ljutomer, Radoslavski Breg, Gedomarci, Moravci, Vidošiči, Visoka Cona, Banovci, Šalinci, Veržej in odsek Veržej Ljutomer. To so po imenu torej transportni vodi, glavne žile vodooskrbnega sistema. Poleg tega se bo zgradilo pa še sistem gravitacijske kanalizacije z pripadajočimi črpališči v občini Ljutomer, torej v 3 naseljih, in pa vakuumska kanalizacija Apače, Šegovci, Črnci. Skupaj z vakuumskimi postajami, to sta 2 vakuumski postaji, ena je klasična vakuumska postaja, ena je pa injektorska vakuumska postaja. To so tisti grobi orisi celega projekta. Za sam potek gradnje bi bil mogoče preuranjeno ta trenutek dati kakšne izjave, ker se je treba uskladiti z naročnikom in pa upravljalcem glede primarnosti in pa določenih rokov, ki tečejo posebej povezano z preizkusnim obratovanjem čistilne naprave, na primer. To pomeni, da je treba začeti tam, kjer so roki najbolj kritično postavljeni. V preteklem obdobju je ta konzorcij izvedel v tej kombinaciji približno 120 km vodovodov v zadnjih 3 letih, primerljivih dimenzij. Torej, skupaj v tej isti kombinaciji. Gre za belokranjski vodovod, ki se je začel odvijati leta 2010 in bo končan v naslednjem polletju. Šlo je za 125 km vodovodov, kjer je bilo potrebno sprojektirati cel sistem, pridobiti gradbena dovoljenja in to tudi izvesti. Trenutno smo na 118 km. Približno 15 objektov, rezervari največji so bili 1000 kubični, kar je primerljivo z vašim Radenskim vrhom, kjer se sicer samo obnavlja, tako da bo rokovna zadeva mogoče malo bolj ugodna. Ostali so pa manjši rezervari, 50 do 100 kubikov z pripadajočimi prečrpalnicami manjših moči. Torej znotraj 15 kW približno. Naša najmočnejša prečrpalnica ima 400 kW, 130 litrov v sekundi, 170 metrov gravitacijske razlike. Torej, ta ekipa, s katero je danes naročnik podpisal pogodbo, ima nekaj izkušnje v zadnjih 10 letih, posebej pa v tej zasedbi v zadnjih 5 letih 125 km približno. Največji primer, ki smo ga izvedli, je bilo v Ljubljani FI 600 izven tega projekta Duktil, tudi FI 500 izven Slovenije. V preteklih letih, se pravi, to je od 2005 do 2009,
tako da nam je ta projekt napisan na kožo. To znamo. Upamo, da bomo te roke uspeli zadostiti. Ja, imamo eno prednost, gradbena dovoljenja so. To je en velik adut, ki ogromno časa in energije vzame. To naročnik najbolj. Tako da zdaj ne morate reči, kje bo prva lopata, kaj najprej to? Ne, te pravice jaz ta trenutek nimam. Reči, torej, mi bi se takoj po novem letu z naročnikom in upravljalcem uskladili. Oni bojo povedali prioritete. Mi neke svoje načrte sicer imamo. Ja. Bomo prej morali. V roku 7 dni ni uvedba v delo. V redu. V roku 7 dni bo padla prva lopata? Ne, bo uvedba v delo. Ja. Uvedba v delo. Ker to je pač postopek, treba uvedba v delo z nadzornim inženirjem in tako naprej, da se terminski plan potem potrdi naprej. Kdaj bo lahko prijemo kaj slika? 8 dan. Že se dela? 8 dan. Lopata, ali Ja. Reče, boš ime papine. Rudi Pogačar, direktor Troade. Mene še zanima, zakaj podpis te pogodbe danes, ne v avgustu? Zaradi vložene revizije. Tako malo podrobno o tem. Dejansko občina je izvedla dve javne naročile. Prvo javno naročilo je bilo primarne sekundarne, tisto so bili podpisi avgusta, za primarne v sekundarne vodovode, v katerih so 3 sklope. To je pa drugo javno naročilo, primarne transportne vodovode in kanalizacija in pa še vodni vire. Se pravi, še en podpis pogodbe bo. Tisti del je pa še v postopku revizije. Se pravi, nam še en sklop manjka. Tisto počakamo na odločitev DRK. Kaj je bilo narobe, oziroma zakaj? Narobe nič ni bilo. Dejansko vsak prijavitelj ima možnost, da se pač pritoži na sklep o izbiri izvajalca in to se je v tem primeru zgodilo. In revizija ni našla nepravilnosti. Revizija je pač odločila, da je njihova ponudba vredna. Potrdili smo odločitev, ne? Naša odločitev. Hvala. Kako je s financiranjem? Občina pravočasno plačuje? 100% transportni vod ne. Drugo vprašanje je bilo, če občina pravočasno, zdaj mi še tu situaciji z njimi nimamo, ker še niso začeli delati. No, jaz bi mogoče dal eno informacijo, da v zadnjih 3 letih izvajanja istega kohezijskega projekta ni bilo en dan zamude. Beležimo 38 situacij v Beli krajini, ni bilo en dan zamude. To je povezava med naročnikom, občinami in pa ministrstvom. Ja, ker dejansko ministrstvo zadevo financira v večji meri in pred zapadlostjo oni morajo po sofinancerski pogodbi nakazati sredstva, potem jih dejansko mi samo preusmerimo na izvajalce. Pa dodamo svoje še. Ker več občin je vključenih v ta projekt. To me zanima, če vse občine pravočasno do vas, ki ste pravzaprav ljudome tu koordinatorni, če pravočasno izpolnjujejo obveznosti denarne. Tu se sproti dogovarjamo, pa mislim, da se vedno dobro zmenimo. Ja, gledajte, zadeva je taka, mi preden smo pridobili to odločbo za potrditev tega projekta, odobritev tega projekta, smo mogli v načrtih razvojnih programov in pa proračunih zagotoviti finančna sredstva vse občine. To je bil tudi en predpogojev, da smo dobili odobritev in mislim, da vse občine to imamo in seveda pa skupaj z vodilno občino tudi usklajujemo ta plačila za vodenje, za vse zadeve, tudi zdaj, ko bojo prihajali te začasne situacije, bomo tudi sproti reševali. Mislim, z ministrstvom pa je tudi dogovorjen, na kak način bo teklo to poslovo, oziroma to financiranje se strani države in pa kohezijskih sredstev. Teda so stvari dogovorjene in jaz mislim, da ne bi smelo biti nekih zapletov ali pa težav. Lahko še en stisk roke za Ja, prosim, da preda pogodbe
Ni tako, tudi No, jaz sem formalno skoraj zaključek. prepričana, ne, glede na to, kaj smo danes slišali, ne, da se predajo pogodbo uspešnim trem firmam in da bo teklo nemoteno čim manj ovirano na terenu, ne, uspešno delo. Hvala lepa. Hvala. No, spoštovani, če smo vprašanje izčrpali, naši gostje so vam seveda še vedno na razpolago, nekaj minut si bodo še vzeli. Drugače pa se vsem najlepše zahvaljujem za obisk in lep pozdrav do prihodnjič, ko bomo verjetno že lahko nazdravili z vodo iz novega sistema. Hvala lepa. Vsem prijetne praznike želimo pa malo manj napeto leto 2014.